Živijo. Takole, najbolj pogosto vprašanja in zdaj sledijo odgovori. Torej, kali hashtagi za Facebook in Instagram? Ali so za Facebook tudi relevantni kot za Instagram ali ne? Ne, zaradi tega, ker algoritem na Facebooku dela drugače kot na Instagramu, torej na Instagramu rabite hashtage in morate narediti dober research. Na Facebooku ne, mogoče dodate enega ali pa dva in to je to. Zdaj, tisti, ki iz Instagrama na Facebook direktno dajete pač objave, se pravi, da je ista objava, lahko date mogoče tudi hashtage preprosto v komentarje, tako da vam jih ne pokaže potem na Facebooku. Evo, to je tak super mini Timi trikec. Kali moja stran na Facebooku, na Instagramu ne raste, ne premakne se? Ok, odgovor. Be consistent, torej konsistentno. Zdaj, če imaš ti 2-3 objave na mesec, ja, to ni konsistentnost, ne? Se pravi, konsistentnost pomeni, da ti objavljaš tako na Facebook strani kot na Instagram profilu vsak dan. Story naj bojo polni. Priporočam vam tam nekje okrog 6 storyjev na dan, ki jih ne objavite naenkrat, razen če gre za sekvenco storyjev, se pravi, da je to zgodba, ki se nadaljuje, drugače pa storyje objavljamo skozi celoten dan, tako na nekje 2 do 3 ure. Na feedu, se pravi na profilu, pa objavljamo vsak dan ali vsaj nekajkrat na teden. Glejte pa, da bo vsebina pomembna in zanimiva, če ne se ljudje preprosto ne bojo vračali na vaše profile, če vsebina ne bo zanimiva oziroma če bo samo prodajna. Tako da dejte jim resnično koristno vsebino. Torej, vsebina naj bo koristna, naj bo nekaj takega, za česar bojo rekli, ok, tale profil je super, normalno ga bom sledila, ker je zanimivo, vsak dan dobim neko koristno informacijo. Če je zelo ozko usmerjena vaša niša, potem jo dejte malo razširiti z informacijami, se pravi nekaj takega, kar bi zanimalo, ne vem, če je to neka niša, ki bi zanimala mamice, dejte pač nasvete, ki mamice pač rade jih berejo, ki jih zanima, ki bi bili pač ti nasveti koristni. Če je to vaša niša, recimo za beljenje zob, ja, če boste govorili samo o beljenju zob, to najbrž ne bo nekaj, kar bo široki javnosti zanimivo, potem morate dodati še kakšne zanimive teme, ki bojo zanimive, torej širši javnosti. Tako da dejte jim koristne informacije, če ne, ljudje ne bojo spremljali ne vašega Facebooka, ne vašega. Kaj še lahko naredite, da povečate lajke, followerje na vašem Facebooku, na vašem Instagramu? Facebook je narejen tako, da lahko iz vašega osebnega profila povabite prijatelje na vašo Facebook stran. In enako lahko prosite vaše prijatelje. Rečeš, glej, Maja, dej, please, a povabiš ljudi na mojo stran. Jože, dej, a povabiš, Miha, dej, please, a bi povabil svoje prijatelje na mojo stran. Izkoristite svoje prijatelje. Lahko date tudi na svoj zid kak napis in ljudi, ki so na vašem Instagramu oziroma na vašem Facebooku, preprosto pozovete, poglej, imam stran, stisni like, gor je zanimiva informacija, go check in podobno. Na Instagramu lahko preprosto delate storyje in lahko prosite prijatelje, da šerajo vaš story ali pa da iz vašega feeda, se pravi iz vašega profila, novico šerajo na story. Kdaj bodo ljudje šerali iz vašega profila na svoj story stvari? Recimo, če greste na moj Instagram profil, boste videli, da je veliko zanimive vsebine, koristne vsebine in to ljudje večkrat, brez da jim karkoli rečem, preprosto šerajo na svoj story, ker je to neka informacija, ki je uporabna. Tako da imejte uporabno vsebino in ljudje jo bodo rade volje delili naprej. Če ne, jih proste prijatelje in bojo sigurno vam naredili uslugo in naredili kak lep story in opozorili na vašo Instagram stran in enako lahko naredite na Facebooku. Kaj še lahko naredite, da povečate sledilce na vašem Facebooku, na vašem Facebook pageu? Glede na temo, ki jo imate, naredite research in se vključite v kakšne Facebook skupine, kjer bodo ljudi zanimale pač teme, ki jih vi imate, ponujate, o katerih pišete. Zdaj pazite edino, ker vse Facebook skupine niso narejene tako, da lahko delate reklamo zase, eni so zelo občutljivi, ampak tam, kjer lahko,
Pa povejte, s čem se ukvarjate, kdo ste, kaj nudite. Povejte mogoče za kakšno nagradno igro, za kakšne akcije ali kaj podobnega. Tako boste zelo povečali sledilce, pa v končni fazi tudi posledično kak engagement. Dajte jim seveda kako vprašanje, da bodo ljudje odgovarjali, če ne bo engagementa. Pri story idejah govorim tudi o behind the scenes, o sneak peek in podobnih zadevah. To, kaj je sneak peek? Sneak peek je nek mogoče, če imate izdelek ali storitev ali karkoli, da jim date nek sneak peek. Recimo, jaz če slikam energijske slike, je sneak peek lahko slika, ki še ni narejena, ampak jo dokončujem in ljudem dam sneak peek, torej jim pokažem, kako nastaja nek izdelek. In podobno je z behind the scenes zadevami, dajte jim pokazati, kje ustvarjate, kako izgleda vaša delovna soba, s katerimi, ne vem, materiali delate, kako zavijate vaše produkte. To so vse zanimive stvari, ki ljudi seveda zanimajo in dajte redno postati na storyjih behind the scenes in sneak peek. Čestitam vsem, ki ste prišli do konca in ste naredili začetni tečaj, 30-dnevni tečaj, kako postati influencer in seveda bombonček, da nadaljujemo takoj z nadaljevalnim delom. Kaj vas vse čaka, sigurno že veste, ste že prebrali, ampak je še veliko, veliko več stvari, tako da se ekstremno poglobimo, gremo še globlje v hashtage, to me skozi sprašujete, kakšne hashtage uporabljati in valjda vas zanimajo hashtagi, ker so pomembni, tako da gremo ful bolj podobno hashtage, gremo pogledati email marketing, pogledamo, kako delati dobre super grafike, dotaknemo se vsega dejansko še bolj globoko in še bolj specifičnimi informacijami. In kaj je ena ful the best in super stvar? To, da vas dodam v moj lasten engagement group na Instagramu. Kaj to pomeni? Da se vam bodo povečali sledilci, povečal se vam bo engagement rate, se pravi komentarji, in to je tisto, kar nas združuje, kar nas seveda združuje in zakaj boste hitreje rasli. Pravilo številka 1 uspešnosti je, da se učiš od uspešnih ljudi, od ljudi, ki to delajo vsak dan, od ljudi, ki imajo rezultate, od ljudi, ki so že dolgo časa v poslu. Zato te naučim vsega, kar vem, kar sem naredila v 20 letih. Speljala sem več kot 3000 projektov, zato sem bila mednarodno nagrajena. Promocija, social media marketing, digital marketing, vse, kar se tiče Facebooka, Instagrama, oglaševanja, vse, kar dejansko narediš sam in sploh dejansko ne rabiš denarja za oglaševanje, to te naučim step by step. Tako da, če želiš biti uspešen, se uči od nekoga, ki je to naredil, ki je tam bil, ki to dela vsak dan za najbolj uspešne in za najboljše brende. Vsi Kalijini tečaji, katere sem se udeležila, kako postati influencer, potem nadaljevanje influencerja in pa trenutno sem del njene Success Akademije, sem se ogromno naučila, predvsem delati na sebi kot pevka in da izhajam iz sebe in da postam in delim stvari, ki jih jaz želim, da poslušalci, gledalci, followerji dejansko vidijo z moje strani, da me pobolje spoznajo in vsega tega ne bi zmogla brez Kalijine pomoči. Kali Kolonič je edinstvena in čudovita oseba, ki me je ogromno stvari naučila, kako se streči stvarem na Instagramu in na Facebooku, tako da njene tečaje zelo toplo priporočam. Živja, ker me je zanimalo, kako še bolj izpopolniti svoje znanje in posel na online svetu, sem se odločila, da dam priložnost in pristopam k samemu projektu in tečaju, ki ga je ustvarila Kali samo za nas. Kako postati influencer? Zanimali so me triki, novosti, kako lahko še izboljšam svoj profil, kaj novega se lahko naučim in konec koncev, kaj lahko ponudim svojim sledilcem. Če te karkoli od tega zanima, ti res toplo priporočam, da se tudi pridružiš naši Insta family.
najbolj všeč pri vsem tem je, da Kali, kot smo že pri njej vajeni, nam podaja trike in znanje iz lastnih izkušenj. Se pravi, iz teorije gremo v prakso. Zelo mi je všeč, ker je vse zelo naravno. In tudi, če kakšno stvar, novico, trik, novost že vemo, je vseeno fajn, če večkrat slišimo. Tako da, če te karkoli od tega zanima, se pridruži samemu tečaju, kako postati influencer. Živjo. Evo, danes sem rekla, da ti povem malo več o Kalinem tečaju za influencerje, ki sem ga naredila pred par meseci. V bistvu je zadeva res fajn. Jaz jo toplo priporočam. Jaz sem to delala, mislim, da je bilo ravno proti koncu karantene, se pravi res nekaj mesecev nazaj, ne? In rezultati so že vidni. V tečaju izveš res ogromno stvari, ki jih pač nikjer drugje ne moreš zvedeti, oziroma se moraš zelo potruditi, ne, da to najdeš pač nekje na spletu. Jaz sem bila navdušena predvsem nad tem, da to zadevo lahko delaš doma, ne, ker se lahko usedeš v miru, pogledaš, prebereš, narediš vaje, ki ti jih je Kali pripravila takrat, ko imaš ti čas, ne da si pač odvisen od drugih. Tako da to se absolutno splača in priporočam. Poglej moj Instagram, afna.mjzfashion je pač moj naslov na IG-ju. In lahko pogledaš recimo starejše objave in zdaj novejše objave, pa boš pač videl razliko, predvsem v komentarjih. Tako da to vse znanje, ki sem ga dobila pri Kali, sem uporabila in se je obrestovalo. Hvala, Kali, zelo priporočam. Jaz bi se zahvalila za vse tvoje nasvete in tvojo široko znanje, ki ga imaš in ki ga tako nesebično predajaš naprej nam. Vsi smo dobili tiste prave odgovore in tudi kadarkoli te karkoli vprašamo, nam odgovoriš, tako da se že veselim nadaljevanja in nadaljevalne delavnice naprej s tabo in vsak dan, ko mi čakam, da pride tvoj mail. Če hočete biti res pravi influencerji, morate znati zgraditi svojo blagovno znamko, svoj brand. Morate znati sodelovati z raznimi podjetji, morate vse vedeti o socialnih omrežjih, kako delujejo socialna omrežja in tako naprej. No, če hočete to vedeti in biti res pravi influencer, pa pogledajte na divinkali.com in izvedeli boste vse. Ta tečaj je super, tako da se pripričajte sami in sporočite rezultate. Hitro skoči na divinkali.com spletno stran, torej divinekali.com in poglej moje tečaje. Priporočam ti, kako postati influencer, Success Akademijo, sam svoje sreče kovač in se vidimo.